in da je večina v Sloveniji slabo prebrala ali razumela to pismo. Kako ste ga razumeli? Jaz sem ga dvakrat prebral in sem ga zelo dobro razumel. To pismo je bilo namenjeno temu, da upraviči to, kar počneta Orban in Kačinski, ko izsiljujeta Evropo, da bosta blokirala evropska sredstva, če bo pogojevala dostop do njih z spoštovanjem vladavine prava. Luka Mesec je dvakrat prebral Janševo pismo in ga je razumel, pravi po njegovih besedah. Zdaj, spoštovani gospod Janša, dajte drugič malo bolj počasi pisati. To ste prehiter pisal in Luka bolj počasi bere in ni sledil, ne? Tako da dajte počasi pisati, ker Luka počasi bere, da bo lahko razumel, ne? Luka Mesec, niste razumeli. Ne bom razlagal, kaj vse je narobe, ker sem to delal v četrtek, ampak bom zavrtel eno izjavo. Haben dann uns und der Ratspräsident Charles Michel hat dann immer auch noch einmal die Position der anderen Mitgliedstaaten zusammengefasst. Dagegen gab es dann auch keinen Widerspruch. Der slowenische Ministerpräsident Janez Janša hat noch einmal sehr appelliert, an alle daran zu arbeiten, einen Kompromiss zu finden, was natürlich auch im Interesse der deutschen Ratspräsidentschaft ist. A nemško predsedstvo se strinja s tem, kar je napisal Janez Janša in pozval po kompromisu. Zdaj vem, napadali me boste, da slavim Angelo Merkel. Ne, pustimo, kaj si jaz mislim o Angeli Merkel pa njeni politiki begunstva. Gre za to, da te opozicijske intelektualci, te opozicijske stranke, tako imenovana Burek koalicija pravi, da se Slovenija odmika od jedrne Evrope, Nemčija je jedrna Evropa, da je Janša naredil sramoto v zuniji in da EPP dela sramoto Janša tam in da je Janša in sploh. No, Angela je pa rekla, da je njegov kompromis dober in da ga Nemčija podpira.